Torej, danes je predsednik države prvič v 20-letni zgodovini Republike Slovenije razpustil državni zbor in s tem omogočil prepotrebne predčasne volitve. S tem se je dejansko tudi uveljavila velika volja ljudi, da se to zgodi. Za današnjim dnem se torej začenja tekma za glasove, poudarjam tekma, in želim si, da bo resnično ostalo pri tekmi in da se vse skupaj ne bo sprevrglo v narekovaje, govorim seveda v partizanski boj. Želim si, tako kot sem velikokrat povedal, da se bomo izognili ideološkim temam in tudi medsebojnemu obtoževanju. Želim si konstruktivne, predvsem pa vsebinske volilne kampanje. Do sedaj sem torej sam bil poslanec, od danes naprej sem kandidat za mandatarja. Vse skozi sem bil zapisan operativnemu delu in sem se le stežka privadil delu v državnem zboru, ki to ni. Torej, delo v državnem zboru pač ni operativno delo. Bil sem čisti operativec tako v nafti Lendava, kjer sem načrtoval in vodil mnoge investicije, upravljal z zelo zahtevnimi in zapletenimi kemijskimi in tehnološkimi procesi. Rafinerija, proizvodnja metanola in to v hudih, težkih in zapletenih časih za to podjetje. Kot operativec sem se dobro znašel tudi kot prometni minister v enemletnem ministrovanju. Poleg vseh težav sem uspel odpreti vse avtocestne odseke v roku in z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji. In to prakso sem uvedel na novo sam, ker ta praksa prej ni bila uveljavljena. Žal pa se ta praksa ni nadaljevala tudi po mojem odhodu. Kot poslanec sem kljub temu, da sem bil opozicijski poslanec, uspel z argumenti prepričati svoje kolege, da so bili sprejeti nekateri zakoni, ki sem jih predlagal in mnogi amandmaji. Še posebej vesel sem tistega, bom govoril v narekovajih, uničevanju ambrozije, torej te alergene rastline, in zadnjih dveh, zakona o gospodarskih družbah in zakona o preprečevanju pranja denarja, kjer sem govoril predvsem o davčnih oazah in o tekanju denarja v davčnih oazah. Definitivno sem dokazal, da znam udariti po mizi in to tudi močno. In ravno to potrebujemo v tem zmedenem in zapletenem času, da ne rekel v tem kaosu. Potrebujemo torej predsednika vlade, ki je krizni menedžer z bogatimi izkušnjami v gospodarstvu. Menedžerja, ki razume, da je potrebno najprej nekaj zaslužiti, da je možno razdeliti na to plače in šele na to sredstva porabljati za to in ono. Potrebujemo predsednika vlade, ki bo to državo vodil z zdravo kmečko pametjo, kajti filozofiranja in nakladanja je bilo dovolj. Če zdrava kmečka pamet je, kmetija dobro deluje. Že res, da je kdaj pa kdaj potreben kakšen veterinar, ampak tole izjemoma. Mi smo v dosedanjem času pa predvsem kar naprej non-stop imeli veterinarje specialiste. Potrebujemo predsednika vlade, ki sabo ne nosi takšne ali drugačne prtljage ali takšnega ali drugačnega nahrbtnika. In sicer zato, da mu bodo ljudje do konca in do kraja zaupali in da mu bodo zaupali tudi vsi ministri v ministrski ekipi. Potrebujemo torej kriznega menedžerja brez prtljage in za zdravo kmečko pametjo. Imam dobro ekipo kandidatov za ministre, delno znotraj stranke, delno pa tudi izven stranke. Skratka, imam ekipo, ki je sposobna voditi to državo po zdravi kmečki pameti. Lahko pa rečem, da nekaj dobrih kandidatov vidim tudi pri svojih tekmicih. Dejal sem, da sem skupaj s 4 sodelavci uspel z nekaterimi zakonskimi predlogi kljub opozicijskemu statusu. V vladi bo na isti način za izboljšanje stanja delalo na stotine zaposlenih po ministrstvu v skladu z mojim delovnim načrtom, ki ima jasne ukrepe in jasno določene roke. Ne more in ne sme se zgoditi, da poslanci na svojo lastno pobudo prehitijo zaposlene na ministrstvih. To se je v zadnjem času pojavljalo zelo pogosto. Da so zakone napisali prej poslanci, kot na stotine zaposlenih, ki so za to zadolženi na ministrstvih. To je sramota. Moja prva prioriteta
je tako, kot sem velikokrat dejal, gospodarska rast, ki jo bom pospešil z davčno in administrativno razbremenitvijo. Da, znižal bom davke. Znižal bom davke za podjetja, zato da bodo zadihala s polnimi pljuči in da bodo tako zagotavljala socialno varnost čim večjemu številu že zaposlenih, še posebej pa tistim, ki so izgubili službo. Z vsemi štirimi se bom boril za vsako podjetje, za vsako družbo in za vsako delovno mesto. Veste, najlažje je kakšno podjetje zapreti, mnogo težje. Mnogo težje pa je novo podjetje ustanoviti. In to smo velikokrat poslušali in se še sliši od tistih, ki so kakšno podjetje predvsem videli takrat, ko so se peljali mimo po avtocesti. Da je potrebno ne se ukvarjati za podjetje tisti, ki niso, jih je potrebno preprosto zapreti. Ne, potrebno se je boriti za vsako podjetje. Zato, ker se sam zavedam, kaj to pomeni. Kaj pomeni, ko imaš delovna mesta in kaj pomeni to, ko jih izgubljaš in ti nihče ne stoji ob strani. Nihče. Absolutno se ne strinjam, da je potrebno preprosto vse, kar je možno, prodati tujcem in to, kar takoj in zelo na silo. Takšno ultra neoliberalno razmišljanje, ne samo pri nas, po celotnem svetu, nas je pravzaprav pripeljalo od vsem, kjer smo. In tega Slovenija ne potrebuje. Potrebuje trezne odločitve, odločitve po zdravi kmečki pameti. Strinjam se, država se mora omakniti iz gospodarstva, ampak ne za vsako ceno. Za Božjo voljo, nič se ne prodaja na silo. Nič. Torej, premoženje se bo prodajalo takrat, ko bo smiselno, ko bomo iztržili največ in ko bo pravi čas. Tako vsaj delajo pravi gospodarstveniki. In ne tisti teoretiki. Teoretiki pa lahko prodajajo kar po dolgim in počez, verjamem. Gospodarstveniki pa razmislijo o svojih potezah. Vse to, kar sem dejal, brez učinkovitega javnega sektorja ne bo mogoče in večkrat sem dejal, vsi neposredni in posredni proračunski porabniki v času krize ne morejo in ne smejo trošiti več, kot so trošili v času konjunkture. Še več. Vsi brez izjeme bodo trošili vsaj za 10% manj. In če ne bodo, bomo pač tiste upravitelje, direktorje in ne vem, kaj so že vse, skratka predstojnike zamenjali. Ti so odgovorni, da bodo to dosegli, te rezultate. Potrebno pa je postaviti jasne okvire. Ena od prioritet mojega delovnega načrta je tudi povečanje učinkovitosti pravne države. Zadnji resni instrument ali pa vzvod, če hočete, za dosego tega je sprememba trajnega sodniškega mandata. Ne govorimo o posegu v neodvisnost sodstva. Neodvisnost sodstva je zame sveta stvar. Govorim o učinkovitosti. Ne strinjam se s tistimi, ki zagovarjajo ta trajni mandat do zadnje kaplje krvi. Tudi na tem področju brez sprememb ne bo sprememb. V to sem trdno prepričan. Za sodnika okrajnega sodišča se lahko imenuje tisti, ki je star 30 let, ima diplomo, pravniški državni izpit in 3 leta delovnih izkušenj kjerkoli, tudi v svojem DOO-ju. Okrajno sodišče že res je najnižje sodišče, vendar to ne pomeni, da se na okrajnem sodišču vodijo samo manj pomembne zadeve. Mimogrede, tudi primer Patria se vodi na okrajnem sodišču. Delovanje sodstva je eden bistvenih elementov učinkovitega delovanja pravne države. Pravna država pa ne more začeti delovati šele na vrhovnem sodišču ali celo na ustavnem sodišču. Tudi varstvo človekovih pravic, o čemer je nedolgo tega govoril predsednik države, se začne na prvi stopnji sojenja. Pravna država mora torej začeti učinkovito delovati takoj na prvi inštanci, če hočemo zagotoviti zaupanje v sodno vejo oblasti in ne šele čez 5 let od začetka sojenja, ko spor pristane na vrhovnem ali ustavnem sodišču.
Zato se tako zaupanje kot avtoriteta sodne veje oblasti začneta graditi na prvi stopni sojenja, ki je ljudem najbližje. Tu se ljudje srečajo s sodiščem in od tega sodišča pričakujejo utemeljeno in pravično sodno odločitev. In tega trajni mandat s 30 leti, ob 3 letih delovnih izkušenj, kjerkoli, kot sem dejal, ne more zagotoviti. Celo odvetnik mora biti, preden lahko samostojno opravlja odvetniški poklic, odvetniški kandidat. Torej ima neko vrsto pripravništva. Tako kot smo ga imeli praktično vsi, ki smo šli kamorkoli, kdajkoli v službo. Vsi smo imeli neko poskusno dobo, neko pripravništvo, da se vodja, direktor, lastnik ali kakorkoli prepričal v to, da smo sposobni upravljati to funkcijo. In zakaj je ta sprememba trajnega mandata? Zato, da bomo dosegli učinkovitost in da bodo ljudje verjeli v to pravno državo. Ne nazadnje, veste, vsi ljudje, ki so zaposleni, bi želeli imeti trajni mandat. Najbrž tudi vsi mi, ki smo tukaj zaposleni, ki smo danes v tej sobi. Vsi mi bi želeli imeti trajni mandat v svoji službi. Pa ga nimamo. Najbrž je kakšen razlog za to. Slovenska ljudska stranka je v tem mandatu pod mojim vodstvom stopila na svojo politično pot, kjer smo razmišljali za svojo glavo. Pokazali in dokazali smo svojo konstruktivnost in da smo pripravljeni na kompromise. Dokazali smo, da pred interese stranke postavljamo interese te moje države, če hočete. In to bo Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava počela tudi v prihodnje. To bi pravzaprav morali početi v naslednjem mandatu vse stranke brez izjeme. Na kongresu Slovenske ljudske stranke 14. maja letos sem dejal: Cilj je, da v skupnem sodelovanju dosežemo tisto pozitivno kemijo v družbi, kemijo med ljudmi, ki je potrebna, da dobimo želeni rezultat, ki si ga kot celotna družba želimo. Še vedno sem trdno prepričan, da nas lahko iz te krize pripelje izključno konstruktivno sodelovanje in izogibanje blokovskim delitvam na leve in desne podkrepljene z ideološkimi temami. Vesel sem, da to počasi priznavajo tudi drugi politični akterji. Vesel sem, da se praktično popolnoma strinjajo z mojimi trditvami in jih v zadnjih dneh tudi sami ponavljajo. Vesel sem, da se ne nazadnje strinjajo s politiko, ki sem jo zastavil kot predsednik Slovenske ljudske stranke. In to je dokaz, da je Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava na pravi poti. Slovenija torej, tako kot sem dejal, potrebuje kriznega menedžerja brez prtljage in za zdravo kmečko pameti. Naj vam na koncu še samo to povem, kot informacijo. Konvencija Slovenske ljudske stranke bo predvidoma 29. oktobra, torej to je prihodnjo soboto. Računamo tam nekje okoli pol dneva, ampak ura bo zagotovo še pravočasno tudi vam javljena, tako da boste se znali. Toliko sem imel za povedati, zdaj seveda, če obstaja kako vprašanje. Mogoče kje bo konvencija? V Celju, v Narodnem domu. Glede na to, da ste rekli, da že imate nekaj ljudi, neko dobro ekipo, mogoče lahko koga izpostavite? Zaenkrat jih ne bom izpostavljal, da ne bodo deležni takšnih ali drugačnih pritiskov. Nekaj ljudi ste že videli, to so seveda moji najožji sodelavci, podpredsedniki, še nekaj gospodarstvenikov iz naših notranjih krogov, nekaj pa seveda eminentnih ljudi, tudi ki niso člani stranke, pa jih v tem trenutku še ne bi izpostavljali. Izpostavljali bomo jih takrat, ko bo to potrebno. Te programske prioritete boste še potrjevali na konvenciji? Ne. Program je jasen, najdete ga tudi na internetu z jasnimi cilji. Že res, da ga sem in tja tudi še kaj dopolnimo, ampak gro programa, ki je že bil predstavljen na novinarski konferenci, danes sem se dotaknil samo nekaterih točk, ampak program je relativno kratek, jasen, z roki. Mislim, da je to edino, kar potrebujemo.
Konvencija je potem namenjena potrjevanju kandidatov. Kandidatne liste, tako. A menite, da bo volilna kampanja temeljila na programih? Ja, gledajte, jaz seveda srčno upam, da bo temu tako. Slovenija v tem trenutku ne potrebuje populizma, ne potrebuje demagogije, potrebuje predvsem zdravo kmečko pamet in soočenje z problemi in trdno garanje. Dva vaša protikandidata, recimo, sta tudi že predstavili svoj program in mogoče kako ocena vrednost tega tudi. Slovenska ljudska stranka stopa po svoje poti, imamo svoje videnje, svoje rešitve in to je vse, kar mene v tem trenutku zanima. Zanima me, da to najbolje predstavim ljudem. Z drugimi programi se ne bom ukvarjal in jih tudi ne bom komentiral. Zagotovo ima vsak program dobre rešitve, nekaj pa tudi takih, s katerimi se ne strinjam. In to bomo zagotovo v svojih nastopih posredno tudi nakazali. Ja, ampak prej ste rekli, da v bistvu ne izključujete nekoga, če se vas prav razumela. Seveda, da ne. Seveda, da ne. Kateri recimo? Se to ne pomeni, da jaz sem dejal, da za nas so odprte vse opcije, pripravljeni smo sodelovati z vsemi. Je pa res, da je seveda potreben dogovor o tem, kaj bomo v naslednjem mandatu počeli. Če v tistem programu ne bo vnesenih nekaterih teh ključnih poudarkov iz našega programa, torej da se je potrebno posvetiti predvsem gospodarski rasti, torej gospodarstvu, da bomo ustvarjali nova delovna mesta, da bomo se resno soočili z učinkovitostjo javne uprave, z konsolidacijo javnih financ, z pravno državo, z bojem proti korupciji. Če tega v tem programu naslednje vlade ne bo, potem tudi nas ne bo zraven. Ker se mi zdi, da so to ključne prioritete, s katerimi se ta država mora soočiti. To pomeni, če bo to prioriteta delovanja naslednje vlade, smo mi zagotovo lahko zraven, če nas bodo povabili. Če bomo pa sami tisti, v kar tudi verjamem, bomo pa vabili tiste partnerje, ki bodo podpirali ta program. Kako bo pa z vaše strani potekala volilna kampanja, kam se boste osredotočali, ne vem, mogoče tudi koliko sredstva imate namen vložiti? Kar se tiče sredstev, bomo seveda zadevo minimizirali do konca in do kraja. Odločili smo se, da bomo kampanjo financirali z najemom manjšega kredita, tako da ne želimo se zapletati v takšne ali drugačne zgodbe, ki so potem ponavadi zelo problematične. Želim imeti tudi to sliko popolnoma čisto in transparentno. Sicer pa šli bomo med ljudi. To je naša kampanja. Šli bomo do ljudi in jim povedali naša videnja, predvsem pa naše rešitve za probleme, ki so. Mogoče sem tudi po vstopu Zorana Jankovića Gregorja Viranta, da se je glede na javnomnenjske raziskave tudi vam podpora večkrat znižala. Mogoče ta komentar. Večkrat sem dejal, vsak nov igralec, ki vstopa v politični prostor, jemlje vsem. Nekaterim bolj, nekaterim manj. Zagotovo se je to dogodilo tudi nam, se tega zavedamo, ampak to ni razlog, da bomo mi spreminjali svoje poglede na svet, svoje razmišljanje. Mi gremo, kot sem dejal, svojo pot. Trdno smo prepričani, da je to edina prava pot. Torej, politika dialoga, politika konstruktivne drže in s tem nimamo nobenih težav. Verjamem pa, in to sem tudi trdno prepričan, da so vendarle ljudje opazili našo držo v teh 3 letih. In da smo tisto, kar smo govorili, tudi počeli. Torej, mi smo svojo konstruktivno držo dokazali za svojimi dejanji. Nekateri bodo konstruktivno šele morali dokazati. Takrat, ko ne bo enostavno, takrat, ko ne bo popularno, takrat, ko bodo ljudje tudi grdo gledali nate. Tako kot se je pri nas zgodilo
za časa pokojninske reforme. Ampak trdno smo bili prepričani, da je bilo potrebno sprejeti in bomo mogli tudi v prihodnje sprejeti. Ne bomo se temu izognili. Takrat se bo kazalo, kdo je dejansko pripravljen na konstruktivno držo in na kompromis. Izčrpano. Ali še kakšno vprašanje, kakšno vprašanje? Hvala lepa, da ste prišli. Kavico lahko do konca spijete.